Znanstveno-fantastični filmi so ena taka super kristalna krogla za napovedovanje tehnološke prihodnosti, pa še inspiracija za kreativne osebe, ki se ukvarjajo s cosplayem. In takšni imamo danes v studiu. Živijo, a naj rečem Dora in Jan, ali Sylvanas in Stormtrooper? V bistvu vseeno v tem trenutku. Vseeno. Zakaj, Jan, si se ti odločil za preoblačenje v fikcijske like? Ne vem, že od malega v bistvu sem rad gledal neke take znanstveno-fantastične ali pa fantastične filme in na neki točki, približno pred 3 leti, sem na internetu opazil, da bi lahko nekaj takega tudi jaz sam naredil in sem takoj začel brskati in takrat sem prišel do tega. Dora, kaj vse zajema cosplay? Cosplay zajema v bistvu karkoli. Gre v bistvu za lik, ki ga naredimo po nekem filmu, igri, nadaljevanki, tudi iz knjig, pač kakršenkoli karakter, ki si ga zamislimo in pač zanj delamo kostum. In kje se lahko pokažete? V bistvu v Sloveniji obstaja par takih eventov, neke vrste konvencij, kjer se v bistvu lahko oblečemo in gremo tja se pokazati, drugače pa tudi drugod po Avstriji, Italiji, okrog tudi. Kako pa se sploh izdela takšen kostum oziroma replike, rekvizitov? Ne vem, jaz se lotim tako, da si ponavadi izberem, kaj bi rada naredila in potem poiščem na internetu slike, se pravi tega lika oziroma tega rekvizita v različnih pozicijah. Potem pogledam, kaj so že ljudje prej naredili, da recimo imam neke okvire, kaj recimo se da, oziroma kaj je mi všeč, kaj mi ni všeč. In pa si pač naredim načrt in se lotim izdelave kroja in pač tehnološko se zamislim, kako bo pač postopek. Jan, koliko časa pa traja, da iz Jana nastane Stormtrooper? Tam okvirno nekje 200 ur. To pa je kar veliko dela. Še kar. V tujini je v bistvu to že tudi neke vrste posel, kako pa je v Sloveniji s tem, se lahko s tem tudi živi? Ne, trenutno še ni nič, ampak upam, da se bi čim bolj razvili čim prej. V tujini recimo velikokrat najemajo ljudi za razne evente, se pravi, da jih igričarske te firme in pa podobno za premiere filmov in tak, pri nas pa pač nažalost to še ni. Tako bi bilo pa fino, no? Zdaj, ko sem se pogovarjala z ljudmi, so me večkrat vprašali, pa zakaj bi se nekdo preoblekel, kaj je v tem tako finega, kaj je takšnega? Kaj jaz vem, mislim, jaz ne vidim, zakaj se ne bi, pač kdo ne bi hotel biti oblečen v oklep pa v neke fantazijske oblačila, oziroma biti nekdo, nek lik, ki mu je pač zelo všeč. V bistvu je tudi neka domišljija, ki gre naprej. Tako je. Ja. A pa se te tudi mogoče vleče to, da so dejansko iz znanstvenih fantastičnih filmov dobimo nek tehnološki napredek, ki se potem tudi pozna slej ko prej na življenju? V bistvu ja, v bistvu lahko kar vidimo, da ponekod neke stvari, ko jih vidimo v filmah, v igricah, ko se nam zdijo totalna znanstvena fantastika, so izvedljive tudi čisto normalno v svetu. Nanotehnologija se zdaj vedno bolj uveljavlja. V eni igrici, naprimer, ko je bila celotna obleka ustvarjena na tak način, da ni bila možno je prebiti, človek je bil močnejši v njej in v bistvu so potem tudi dokazali, da je to možno, ampak da pač bi bilo se treba tega samo lotiti. Ja, najlepše hvala. May the force be with you. In tudi z Mariborčani.